Dobro in lep dober večer, ponovno sredi domovine. Februarski dogodek smo zaradi izjemnih kataklizmičnih okoliščin otvoritve Evropske prestolnice kulture izpustili, kar je bil res poseben februar, ampak bomo nadoknadili tudi ta manko. Jaz sem izjemno vesela, da kar je marčevski večer sredi domovine, da smo v taki ženski družbi in to v družbi dveh lepih, močnih, izjemnih žensk, Donatela, Vida, prisrčno dobrodošli pri nas na uradu. Hvala, Vesna. Lepo vas je imeti in se strašno veselim tega pogovora z vami. Ljubljana vas je pričakala obsijana s soncem in vsa preširna in srečna v vojnem prihodu. Kako vam je priti v Ljubljano? Čutita, mogoče Vida malo bolj, Donatela malo manj, Ljubljano kot del svojega kulturnega prostora, kot del svojega kulturnega horizonta? Vida. Začnem jaz? Sigurno sem prej govorila tudi z njo, a prvo hvala za vabilo, je lepo biti tukaj v takem tudi lepem prostoru. Sem razmišljala, da sigurno del mojih občutkov v povezavi z Ljubljano je to obstajajo te občutki, ker sem tukaj študirala arhitekturo in ti občutki malo pridejo iz neke notranjosti, se me malo vse stisne, ker imam te spomine z mojo prijateljico in kolegico Janjo, spomine na te neprespane noči, ko smo risali. Risali. Jaz sem se že ustrašila, kaj bi še rekla. Nič feštali. Risali. Nič nisem skoraj delala, ko sem bila risali. Ampak veš, kaj po moje ena zanimiva stvar, ko premišljam tudi na to, da sem bila tukaj, sem prišla tukaj študirati, je, da v bistvu sem se zavedala, da to, da jaz sem bila tukaj, ni bilo zame samo da se je nekaj odprlo nad Slovenijo, kot vsi so ji malo govorili, iz Benečije, da prideš v Ljubljano, da nekako spoznaš to Slovenijo, katero gledaš vedno malo od zunaj in od daleč, ampak v bistvu se mi je odprl cel pogled in cel svet v bistvu Balkana, ker moji sošolci so bili iz Bosne, iz Srbije, tako da v bistvu sem se zavedala, da v to znanje slovenščine in v tem jeziku tudi je bilo tudi nekaj več. Jaz nisem nikoli mislila prej, verjetno, da v tem jeziku je tudi to, da lahko govorim enostavno z nekom, ki prihaja iz Banja Luke ali iz Novega Sada. Tako da v bistvu v Ljubljano jaz vidim tudi malo to, ta neka vrata do nekega širšega mogoče malo sveta. In se mi zdi, da znotraj naše manjšine se še vedno to mogoče ne občuti, ker manjšina se vedno ima vedno odnos samo z svojo večino, torej Slovenijo, ampak meni, ko pridem tukaj v Ljubljano, se mi zdi res tudi ti spomini na mojem času študija so spomini na širši prostor. Donatela, si želela za Vido, da greš študirati v Ljubljano? Seveda, da sem želela. Seveda, in ona je bila tudi pridna, ker ona je delala, se je učila na dvojezično šolo v Špetru samo do 5. osnovno. Potem je šla na italijansko šolo in nato smo bili začeli delati popoldan slovenščino. Potem od tiste je šla učedati na klasični licej in je skoraj prepustila slovenščino in potem je prišel dan, kjer je imela izpit za fakulteto. 3 dni za dan od mature, se spomniš. Dan od mature, ona je morala biti prva v licej, za potem hitro priti v Ljubljano, kjer je imela 3 dni, ki smo bili šafali na enem prestoren hotel, kjer ona je prespala, za sprejemne izpite. Ja, in v času je bila že v Benetkah, se spomniš, so ti bili že vzeli. Tako, na koncu ona je bila sprejeta in sem bila zelo vesela. Ona je bila tudi kuražna, je bila zmeraj kuražna in če tudi imela tako recimo šibko slovenščino, za ki je bila šibka, takrat, ona je jala, probam, grem. In je prišla v Ljubljano in močna, ko je bila tudi zelo modra,
kaj še brati naredila tudi izpite v italijanščini, se spomniš zgodovina? Ne. Moda pomeni tudi, da se je znala... Da se je znajdla, no? Ja. Se je znašla, ja. Tako da sem bila, seveda sem bila vesela, zelo. Potem lepa je bila univerza, sem tudi arhitektinja, sem pravila prej. Tisti prijatelji, ki sem imela, ki so poznali še boljše kot jaz, fakulteto so jali, wow, lepo, naj gre. V tem trenutku je med najboljši fakulteti. In ona je prišla in tako je šlo. Se pravi, ta arhitektura je ostala v družini, ne? Kot znanje, kot temelj, kot vse. Zdaj pa, kakšen meštir pa v resnici delate, to je pa, mislim, vsaka po 1000 poklicov, ne? Iz svoje izobrazbe. Zdaj, Donatella, ti si se že odločila, ostanem doma, se posvetim Benečiji, se ukvarjam z dediščino, specifikami prostora, z tem neizčrpnim bogastvom Benečije. Je bila to odločitev, te je Benečija ujela in te ni spustila? Kaj se je zgodilo? To je bila kot recimo ljubezen, ne? Ali pa kot drugega. Za me Benečija in sem jo spoznala in odkrila, ker sem bila majhna, kot sem odkrila tudi jezik in kulturo, ker sem bila mala in bilo vse prepovedano za me, sem pravila prej. In sem odkrila tako počaso, ne samo tiste, ki sam jaz, ma tiste, ki je bogatija v tele naše zemlje. Tiste, ki nisem poznala Isma, ker sem bila mikena, ma obedan in pozno. Je bilo tako hudo. V tistem cajtu, ki je bilo strašno, recimo. Prej sem študirala, kar bi pravila od Ljubljane. Prvi krat, ki sem prišla v Ljubljano, sem bila, ne vem, če 18-19 let. In sem se skoraj bala. Ne, iti čez mejo. Ker sem prišla v Ljubljano, sem videla lepo mesto, ampak je bilo, kar sem šla v Moskvi. Nareč šele daleč od mene, puno. Imam spomine, ki so tako, in sem začela spoznati recimo fajno Slovenijo, ker sem prišla na tisti cajt, ki sem naredila dotik. V Vidnu se spomnim, ne vem, če veš, občina je posvetila 15 dni slovenske kulture in me je vprašala, če na to poskrbim. In na to sem spoznala, dokaj blizu Ravnikarja, Pikala, sem spoznala in Knap, ne spoznala kot uživala, tukaj smo hodili, in to je ratalo tako hitro blizu mene, Prej je bilo tako, ki smo hodili, smo imeli smo se vezali s Kobaridom in spomin, je bila malo manjšina naša v Italiji, prvi Trst, Gorica, ma je bil šele en svet Slovenija zaprt. Smo hodili, recimo, smo odkrivali, jaz sem tako odkrivala in vse je bilo za me tako, vsaki grad sem hodila, se mi je odprlo okno, recimo, Potem sem prišla tudi do okna na slovanskem svetu, ampak vsaki grad, vsaka oseba, vsak človek mi je odprl eno možnost, In sem se gledala globoko noter. To je bilo, tako praviš, me je vleklo. To poznanje, vse tiste, ki je bilo odzad mene, se je začelo počasu odperjati. Ma je bilo pomalo ljubezen, anzi je bilo sigurno ljubezen, ni bilo nič racionalnega. Je bila ena stvar, ki me je klicala na eno, ki nisem mogla reči, da ne, na tisto vprašanje, ki je bilo. In za gledati odgovor sem začela delati na reči. In tisto delo me je odprlo, ker
a tu se je skrivala tudi, ne, se je skrival odgovor na moje vprašanje. Ko si rekla, sem odkrila slovenski jezik, sem odkrila kulturo, si blaganjena, mislim, tegane še vedno misel na to, tegane misel na to srečanje, ali tegane tudi misel na vsa tista leta in na vse tiste ljudi, ki so bili, ko bi rekla, zelo grobo, zelo kruto odtrgani v bistvu od svojih korenin, od svojega jezika. Je vse še me, je vse en kaos, ne, noter dnevno je en kaos, ko gledamo, ne, sloši fajno, ne, stranivi svoj karakter, da je vse bolj sončno in veselo za me in tudi bo na koncu ne vem, zato ker koliko je šele globoko noter tiste, ki gledamo odkriti. No, vse še čas. Jaz sem mlada. Imaš še 50-60 let, bo že pogruntala. Vida od družine doma od mame, si dobila več tega sončnega, kar se tiče slovenščine, slovenske kulture, Slovenije, svoje identitete, ali si dobila tudi neke, bi rekla, te zgodovinske teže, ali nekega občutka odgovornosti? Absolutno, zgodovinska teža. In skoraj tudi to, da se zavedaš, da nekdo je šel skozi to, in tudi koliko ta stvar, torej ti hudi časi, o katerih ona govori, to, da slovenščina ti je bil prepovedan jezik in te reči, koliko v bistvu vse to in ta kontekst te je delal močnega in tudi torej njo in njihovo generacijo, no, je delalo močne in tudi borbene nekako, ne. In potem se razmišljaš, ok, kaj pa z našo generacijo, ne, kjer slovenščina je nekako dana, ne, in skoraj se ti zdi, da če ni te kompleksnosti, skoraj da je eden izmed jezikov, ne, in je skoraj težko dobiti zares globlji pomen skoraj, ne. Tudi to sem razmišljala prej, to vrnitev v Benečiji, ne, ti govoriš, si pravila, ne, da je seveda povezano z ljubeznijo in z nekaj, kar te je vleklo tam, ampak na drugi strani za njihovo generacijo je bilo skoraj normalno, oziroma ena izmed možnosti je bila ostati v Benečiji, ne, in delati nekaj, lahko normalna dela, lahko specifično, ne vem, ampak je bilo še vedno, je bila ena normalna možnost, ne. Včasih sem razmišljala, da pri naši generaciji, ki je hodila študirati po svetu, to, da smo se vrnili v Benečiji, je bila lahko občutena kot izguba. Razumeš, kaj delaš tukaj, ne? Si študiral, poznaš veliko jezikov, bi lahko imel super kariero, karkoli, po svetu si se vrnil tukaj. Ne? In sem vedno razmišljala, predvsem nekaj časa nazaj, sem šla živeti v Topolove 8 let nazaj, to je že veliko, sem imela 24 let. Sem vedno mislila, kako je enostavno staršem reči, živim v Berlinu, in vsi, ali družini, in vsi mislijo, sigurno dela super reči tam, ali pa živim v Londonu, sigurno se ima super, ne. To, da moraš razlagati, da hočeš biti v Benečiji, kjer ni dela, ni možnosti, da ti delaš to, zaradi česa si študiral, to je občutena, to je strani družine, ne samo mame, ne, ima tudi nonotov, kot neka izguba. Mi smo poslali hčerko, ki je šla študirati v Ljubljano in zdaj je tukaj, kjer nima nobenih priložnosti, ne. Tako da v bistvu mi smo se morali, mogoče naša generacija, naša skupina, Robida in to, naš kolektiv se je moral boriti za to, da je dal razumeti staršem, mogoče predvsem drugi znotraj naše skupine, to, da lahko mi smo v Benečiji in delamo stvari, ki so povezane tudi s tistim, kar smo študirali, in da smo tako močni, da si izmislimo neko delo. Se pravi, da paradoksalno se ti lahko zgodilo, da je tvoj vrstnik v Berlinu je tvojo odločitev bolj razumel
Ja. Kot nek pripadnik recimo starejše generacije v Topolovem, ki te vpraša, zakaj si prišel. Ja, ne, absolutno. Za nekoga, za prijatelja, tudi tukaj iz Ljubljane ali pa v Berlinu ali kjerkoli, je bolj razumljivo to, kar mi delamo v Topolovem in je bolj razumljivo to, da smo v Topolovem. Tudi mogoče v nekem širšem razmišljanju o tem, kaj se dogaja danes v mestih, kako mesta postajajo vedno dražja, kako vsi nekako, predvsem po covidu, so razmišljali, da mogoče to, kako smo živeli, ni bilo kvalitetno v mestih, predvsem v večjih mestih, mogoče Ljubljana nima prav teh problemov, recimo. Tako da v bistvu za nekoga, na primer v Berlinu je zelo porazumljiva moja izbira kot za mojo nono, ki konstantno mi ponuja neka dela, pojdi delati v pošti, pojdi delati na občini, neke reči in ne razume, da jaz hočem biti v Topolovem in da nisem ena brezposelna, recimo, ki ne ve, kje biti in zato sem v Topolovem, ampak hočem biti v Topolovem in delati stvari, ki jih hočem jaz delati, ne jaz skupaj z našo skupino in tako naprej. Ampak je res zanimivo, da to, kar se je zgodilo po mojem v glavi naših staršev, ki so nas poslali študirati, seveda, in nekako seveda so veseli, da smo se vrnili, ma mogoče niso se pričakovali in mogoče ne vem, kako gledajo res na to, ne. Ampak prisotni izvzeti, ne? Ne vem, se vprašati. No, Tela, mislim, ti razumeš to odločitev, ali si ga tudi ti malo? Ma glej, jaz to razumem, pravi, ona je kuražna in ve, ki dela, ne, tiste ni dvoma, ampak doskrat je tudi res vida, in se vprašam, a tudi ti se vprašaš, če je ta prava, ker je težko živeti, je težko. Sada ona kaže samo tako bliščeče stvari, ni tako. Ti iz Topolovega zajti po kruh 30 minut dol, 30 minut gor in benzina, kruh stane, benzina 30 minut plus benzina 30 minut, zamudiš cajt, greš v Špeter, kjer je pekarna in prineseš kruh in tako. To je težko, če mi imamo to energijo noter in za tiste, ki ona je vybrala, sem tudi kriva. Če gledamo na obratno tako, ker sem delala puno let v Topolovem 29 za postajo na zraven projekta. Drugi projekt je zmerno Venečijo, ma s tistimi ni, da se živi. Potem je nedelo, ki delaš in vsako toliko pride lep projekt. Ona mi pravi, mama, ti moraš biti zadovoljna, si naredila tako lepih projektov, načrtov, res, sem zadovoljna. Ampak to se ne zadost lepo živi, za vse tisto trudo, ki se ima. Tela je, recimo... Mame bi smere rade, da je njihovim otrokom čim lepše, čim lažje. Pa tudi za vse, ja. Če bi začela spet pri vidi, pa gremo na tebi pol. Nekomu, ki recimo prihaja iz osrednje Slovenije in ne ve ničesar, pa ve zelo malo o Benečiji. Kaj bi se vama zdelo pomembno povedati? Kaj moraš vedeti o Benečiji? Kaj je tisto? Iz moje perspektive, to, kar probam jaz nekako, torej, ne da predstaviti Benečijo tako racionalno, nekako to, kar je, mogoče druga stvar, ampak če moram jaz povedati to, kar zame je Benečija, kaj bi povedala nekomu, bi rekla, da prvo ni samo prostor nekih, nek romantičen prostor nepoznanih, pozabljenih tradicij, jezikov in tako naprej, ampak bi rekla tudi, da je prostor sodobnosti, prostor, kjer se lahko ima neke zelo debate o aktualnosti, kjer lokalnost je samo, ni le, ne vem, neke specifične tradicije, kako se je, ali neke specifične govorice, ampak je to, kako se
svet odraža tam, nekako, ne. Tako da ni nek kos sveta, ki je zrezan ven, ne, in ki ga moraš gledati, kot da si v živalskem vrtu, recimo, oziroma kot da si v neki... Kot da je to nek etnološki park, zdaj, kamor greš ti na... Tako. In to je mogoče vedno malo problem v vseh ruralnih območjih, kjer to, kar prodajaš, ali to, kar se ti zdi vredno pripovedovati, je samo to, kar je povezano z preteklostjo. In se mi zdi, da Benečija tudi v odnosu do, torej Benečija pod Nediške doline, ker je to, kar jaz največ poznam, tudi v odnosu do drugih krajih, slovenskih krajih v Italiji, je res prostor neke lepe sodobne kulture tudi, ne? Torej, kjer se producira zelo lepa, ne vem, pesniška, kjer je zelo lepa pesniška produkcija, na primer, kjer so se rodili zelo sodobni projekti, kot na primer postaja Topolove ali pa naš muzej Smo, ki ga je Donatella kurila, mogoče tudi to, kar naša skupina, naš kolektiv dela. In tudi mogoče neka druga stvar, ni mogoče toliko povezana s teritorijem, ampak bolj z nekim razumevanjem manjšine, kar je mogoče premislek neke naše generacije, bi rekla, ker ni bilo teh velikih problemov nekako pridobivanja identitete, spoznavanja svoje identitete. Se mi zdi, da v naših razmislekov tudi Rovide, manjšina je za nas je priložnost, da se lahko ti postaviš v kontaktu, v nekem odnosu z drugimi manjšinami, socialnimi, identitetnimi, ne samo etničnimi. Tako da v bistvu za nas manjšina je samo, mogoče ne samo, je tudi način gledanja na druge manjšine, ki so na našem nekako večjem svetu, ne. Tudi so v Evropi, konec koncev. Ja, v Evropi, ja, da niso samo Evropa je prostor manjšin, ne, ali jezikovne, ne. Da res ta manjšina je neka, recimo, leča, skozi katero gledati svet, bolj manjšinskost, ne, bi rekla. In da ni samo jezikovna manjšina, nosilec nekih tradicij, ne, zadnja meja ene identitete, ne, recimo slovenske, ampak je tudi v resnici že vstopna točka v tem, da razumeš malo druge manjšine, ki so bile zatirane, in ne samo jezikovne, ne, socialne. Se strinjam totalno z Vido, ne, ker na telo gled tako manjšina je ki več. Je en prostor bolj bogat, ker je en prostor odprt. Je en prostor, ki je inklusiven, kar imaš to idejo, ne, od manjšin, in ti si bolj radoveden, si bolj odprt, postaneš nazaj gostoljuben. Tisti, ki so bili naši temi na postaji, ki so bili tisti, biti odprti, biti gostoljubni, znati poslušati, znati se pokloniti, sem pravila prej, na eno kulturo, ki je bila naša, ki je skrohinila, ne? Znati, če videti, poslušati, se pomeriti in razumeti, kaj je. To je tiste morebiti, ki tudi Vida je pravila, postane en prostor, kjer tele reči ne samo se morajo, ma se morajo, ne, delati. Je en tako, greš na malo bolj po času, ker ti moraš tudi tiste razumeti. Svet ne teče tako hitro kot drugače, ne. Prideš tu in greš na malo bolj po času. Se vprašaš. In tele vprašanje je tela ideja od prostora, kjer stoji ena manjšina. Ni nujno, da svet gre bolj počasi. Ni nujno, da svet gre bolj počasi tam. Recimo, Topolove je bil za nas primer, kjer svet gre bolj hitro. Ni da gre bolj počasi, nel senso da ne počasi, nel senso da ti študiraš, ti si aktiv, da ti delaš in si tako prisoten, da reči ti nagredo mimo hitro,
ma gredo na tvoj ritem. Si čuječen, se reče danes. Čuječen. Ja. Se mi zdi zelo pomembno to, kar ste rekli, obe res je ena velika globina in ena velika plemenitost te misli, zato ker se mi zdi, da sploh v tej Evropi naši raztrgani plahti, da veliko krat, in zdaj mogoče vstopamo, in tak čas izstopam, da ne, ampak včasih se zdi, da ja, da so manjšine v bistvu zlorabljene kot neko orodje nacionalizma, kolonializma, ekspanzionizma nekaterih narodov in je to strašna škoda, ne? Ker gre proti v bistvu temu, kar je manjšinskost in kar je manjšina, in se mi zdi prav, da se tega zavedamo in da tudi gojimo neko sočutje. Sočutje je ena taka lepa beseda, ne, da čutiš z drugim, ne, da nisi zaverovan samo v svoj, bi rekla, v svoj svet in v svoj odnos do sveta. Ampak vseeno, Donatella, kako bi ti odgovorila na to vprašanje, ker zdaj si se odzvala zelo lepo. Kaj bi bilo kaj je treba nujno povedati o Venečiji nekomu, ki Venečije ne pozna? Razen tega, da Veneto v italijanščini in Venečija v slovenščini ni isto. Ni isto. Ker prevod, kaj še enkrat si rada del v Sloveniji, še Veneto, ne Venečija. Ne, ma tudi, ker dežela Veneto je Venečija. Poplave so bile v Furlaniji, Julijski krajini in v Venečiji, ne? Ja. Se ustvarja ena zmeda, ampak dobro. Ne, kar iste ti pravim, ormai imam tajšen lep kavš v sebi, ne, ki mene je tudi težko povedati, kaj je. Jaz vidim človeka in odgovorim človeku. Je kajšen človek, ki želi poznati kjot Venečije in čutim, da ima tisto stvar, mu povem reči drugemu. Vidim, da se ne more tako nasplošno praviti ni tel je turizem, tel je marketing, ne, ti greš tu in poveš, kaj je Venečija, in poveš, kaj je Ljubljana, kaj je Slovenija, kaj je to in kaj je to. No, problema je poklicati, ne, in recimo dokazati, ne pokazati, dokazati, kaj je naredila naša zgodovina in kaj danes od tisto obdelanje, recimo, ki Cajt je naredil, kje je dela bogatija. Tiste, ki je pravila prej Vida, tako sem se ustavila en trenutek, dokazati, da znamo biti, recimo, gostoljubni. To je veliko, ki je 100 let je bilo tudi tiste prepovedano, biti gostoljubni. In danes ta gostoljubnost je prva stvar. In če mi smo tako odprti, ki znamo odpreti naše vrata in odpreti srce in se pogovoriti in dokazati brez, recimo, jokati ali pa brez uničevati tiste, ki je, mi smo naredili veliko. In kar ljudje pride, recimo tudi na smo, in tako, in vsi se ustavijo in se čujejo in pravijo, da so prišli in da so šli doma z eno novo bogatijo, da imajo ki novega noter. Ker če ti, recimo tiste, ki sem pravila prej, daš cajt, da dan pride do tistega, da daš tist cajt za poslušati, biti malo, ne se plavati pod vodi. In tiste je že veliko, ker dana tu razume puno reči tudi od svojega življenja, ne samo od tist prostor, kjer je prišel. In razume tudi, za ki naša zgodovina je bila tajšna in smo prišli skoraj do nič, ne? In problemi so šele, da je tako lahko. Si omenila smo, dajmo se malo pogovoriti o smo.
To je slovensko multimedijsko okno. Multimedijalno mi smo dali, però vem da ni prav za so jali vrste. Multimedijalno ni prav. Mi smo jali zvonifajno, živa jala, po multimedijalno je bilo multimedijalno, ker tam to Dobro, pa se razumemo, ne? V bistvu ta prekrasen muzej, ki je več kot muzej, ki je v bistvu stična točka, ki je tako res okno, je prav okno. To je bilo, je v bistvu ti in tvoje kolegice, sopotnice, sopotniki, ste vložili ogromno dela. Kako se ene take stvari v tistem času, v tistem kraju sploh lotiš? Mislim, ti si rekla za video, da je kuražna, ma si mogla biti tudi ti, ne? Kar precej. Ja, probabilmente sem tako zmeraj, ne? Ampak je eno delo, ki je prišlo od tiste moje velike duhe izkušnje, ki bila postaje. In od tiste moje tako misli, ki jih imam navadno, ne? Tako da kar so me vprašali, naredimo en center, kjer moramo dokazati ali kjer moramo predstaviti, ne, Venečijo, ta kraj, ne, sveta, sada Kisloterja in tako. Mene so mi prišle moje misli v glavi, ne, in od začetka nisem poslušala, sem imela eno mojo prvo idejo. In prva ideja je bila že, da projektirati en prostor, kjer Adam ima izkušnje, kjer Adam stopne spozna, ma ne samo za ti, ne imaš tabe, ki pišejo in ti povedo, ker te vtegne noter, ne. In za tisti, ki so bili gor, zdaj od začetka, teleinstalacije, ki delajo in kažejo, napovedo, non illustrano, ne razlagajo tako. Dajo pa vprašanje, ne, te vprašajo, ti gledaš in se ti odprejo vprašanje, ne. Zato tisti, ki pridejo potem, povedo, ok, sem prišel, pridem nazaj, se vrnem, ali pa kakšna lepa izkušnja je bila, se mi nekaj zganilo noter, ne. Če naj so tisti z Benečije ali so tujci, ki pridejo, vsi imajo tel občutek, kar bodo akti. Mi smo, tisti, ki nam poznajo, recimo, da so 8 različnih instalacij, ideirane, tako rečem, ideje, ki prihajajo od moje izkušnje za sodobno umetnost, tako da sem poklicala umetniki, ki so sodelovali z mano, in poezija, recimo, je tisti jezik, ki je pod vse, ne. Če tudi sta različne prostore, kjer se poslušajo ali se vidijo in poslušajo reči, ki govorijo od Benečije, tiste, ki ostane, je en dotik z kakšno, recimo, dušo, ne. In tista duša je zmeraj različna, tako da vsak dotik je odpre posebnega, ne, ali pa te lože pred eno novo vprašanje. Ni didaktični muzej, ne, so izkušnje, ne, je ko, če delamo eno pot, ne, in na drugo prije kot poezija, sem omenila prej, ker poezijo ti obereš in vsakikrat pokaže ki drugega, ti govori drugače, ti odkrije, ki prvikrat nisi videl, ampak tako delamo malo naš muzej, ki je za tiste, ki je muzej, je ena tajšna izkušnja, ne?
globoka bijala, kot prej sem pravila, plavati pod vodo, ne, no malo greš tako in si uteli, to skratka ne, potrebuješ večkrat in tako dela vsaki, pridijo enkrat, pridijo večkrat, pridijo in če enkrat so prišli z družino, potem pridijo sami, ne, ker vedo, da potrebujejo malo več časa in tudi biti sami, ne, se dati sami na tisto. Tela je ena, ne. Na drugo pa je postal en kulturni center, tako živ in to je dobro, ker mladi jih je puno, ker morajo tudi delati noter. Živa mora tudi ona povedati, kako sodelujemo. Živa vida, vse v redu, se to je isto. Ok, prosti. Živa vida. Ne, ker smo je tako odprti na sodelovanje vsemi, ki je recimo sigurno 3-krat na teden je kip. Ali predstavitev avtorja, ali recimo mi sada povedati ministru bivši, ampak zmeraj hvaležna, ker sada imamo tudi eno lepo delavnico, ki traja že 3 leto, ki delamo, se imenuje Mali smo in so otroci, ki delajo, pripravljajo instalacije za njih smo. In zmeraj tako, sedaj delamo z otrokami na eno gost, ne, drevesa, vsak pripoveduje, zakaj gre drevo, pero ta drevo bo govoril, če otrok tiče drevo. Imamo ta tehnologije kot Arduino in tako, ki runajo to magično, ne? In otroci od osnovne in od srednje nižje šole sodelujejo na šolsko leto in delamo te stvari in tako je živo, je prav živo, ne, smo je vsak dan ima ki, recimo tle je Aljaš, ki dela svoje konversacije v slovenščini, je ena skupina, kjer so Polci, imamo tiste, ki ne pričakujemo, ne, Aljaš. In je zmeraj tako vse tako normalno, recimo. So tajšnji eventi, ne. Ma druge reči ti veš, da prideš avto in mora biti, da vidiš ki lepega. Greš noter, gledaš, nacjo probajo, ne, ali pa, ne vem, predstavijo knjigo, če ne gre spodaj, je ki drugega. Ormaj, recimo, naše društva, ki so delali v Lučedadu, smo imeli Ivan Trinko, ne, dvorane, sada se dela vse na Smoju. Ker tudi hram, prostor je tako, ne, ima tajšno posebno atmosfero, tako energijo, ja, in vsi stojo in pridijo, je res, hvala. Ja, mislim, da moramo povedati ta kontekst, ne, da je, ko je bil profesor Žekš, minister za Slovence v zamejstvu in po svetu, se je našel denar, so se našla sredstva, da je ta stavba v bistvu zaživela in da so vse te vsebine, ki so rasle, se razvijale, našle dom. Sredstva so bila ogromna. Ja, mislim, ja, denar. Sredstva so pa v njih, ja, bogatstvo je pa v njih, ja, ampak denar pa tudi je treba najti, ne? Ne, ja, če takrat, kar projekt Jezik, ne, ki je storil roditi smo in tako, ni bil srečal ministra, ki je bil pomagal za razvit telehram, ne, ki potem je postal muzej, ni bilo nič. In on je verjel, puno. Se spomnim fajno na tisto večer. Zelo lepo. Vida, ko se te kar v bistvu že doletela izvala, kako ti vidiš ta smo? Ga vidiš kot svojega, tvoja generacija vidi kot svojega? Nesigurno ga občutimo kot en
zelo odprt prostor, s katerim se da sodelovati in ki je res odprt za predloge. Ne. V bistvu to je skupnostni muzej, ne, nekako je skupnostni center. Torej ne samo center skupnosti, ampak center, v katerem skupnost sama nekako aktivno sodeluje in oblikuje programe. Tako da je sigurno v tem je zelo lepo imeti občutek, ne, da je ena institucija oziroma edina institucija zares v Benečiji, ki tudi konkretno ima konstantno financiranje, ne, iz strani dežele in ki ima zaposlene ljudi in tako naprej, poleg naših časopisov in teh manjših recimo institucij. Ne. To je edini kulturni center, ne, in prostor, kjer greš, kjer so odprti za predloge. Zdaj so zaposlili neke mlade ljudi, ki imajo zelo veliko izkušenj tudi v tujini, ki znajo. Tako da v bistvu je zelo lepa atmosfera in zelo velik potencial se skriva za tem centrom. Tudi v smislu mogoče nekega širšega, jaz si predstavljam, povezovanja z drugimi centri in podobnimi situacijami in projekti manjšine, drugih manjšin po Evropi, slovenskih manjšin. V bistvu je zelo potencialno, zelo močna institucija, ki zaenkrat mogoče deluje preveč samo lokalno, mogoče to je moj občutek, ne? Ker mogoče Benečija ni bila nikoli tako vajena delati in razmišljati tako v velikem merilu, ne velikem samo v smislu dimenzije, ne, ampak širokem merilu. Ne. Mogoče manjšina na splošno ni bila na to vajena, ne, v velikem merilu v smislu povezav in tudi v tem, da čutiš, da tudi drugi iz drugje in ne samo iz Slovenije, jih lahko ta tvoj prostor, ta tvoja kultura, tvoja zgodovina zanima. Ne. In mislim, da v tem je veliko potencijala tudi za nekako razširiti to delovanje nekega muzeja, ki mogoče za zdaj je res skupnostni center, lahko bi postavil tudi še nekaj več, prostor raziskovanja, prostor tudi ne vem, če mednarodnega spoznavanja, ne, ampak prostor, ki je zanimiv ne samo za našo manjšino ali pa za Slovence, kot prostor, ki spoznaš res slovensko manjšino v Italiji, ampak je tudi potencialno širši. Moram se vezati na Vido in tisto, ker Vida kot Vida je tudi sodelovala. So bili tiste srečanje z arhitekturo, povej na kratko. Ja, v bistvu res smo je neka tudi, bi rekla, skoraj platforma, ne, kjer ti lahko predlagaš vsebine in jih v nekem zelo lepem prostoru že po svojem organiziraš. In smo organizirali lansko leto en cikel predavanj o arhitekturi, kjer vprašanje je bila recimo tako zelo na hitro, mogoče na kratko, odnos med arhitekturo in ekologijo. In smo predstavili projekte in biroje, ki ne nujno se ukvarjajo z arhitekturo kot grajenje stavb, ampak arhitektura bolj v smislu raziskave in mogoče nekih prostorskih praks, recimo. In smo imeli biroje in projekte iz Slovenije, na primer kolektiv Krater ali pa biro Mertel Vrabič, ki je predstavil delo na Beneškem bienalu od prejšnjega leta, in smo imeli tudi arhitekte iz Poljske in iz Italije. Tako da v bistvu je bil nek zelo lep mesečni dogodek za nekako za arhitekte, ampak ne samo. Ne. In tudi vezano na društvo arhitektov iz Vidja, tako da so hodili vsi arhitekti iz Italije spoznavati teli arhitekti iz Slovenije in ne samo tudi iz Poljske in tako. Ma tudi na tisto, ki je prej govorila Vida, na to širše, ki bi imeli, bi radi dali, smo bili skoraj prišli do tistega, kontakt je bil in tudi sodelovanje bi mogla postati z muzeji MAO v Ljubljani, naradi projekt vezan na tela, ki mi stoji zelo na srcu, Visoko Zolci, ki tudi mi jih imamo v Benečiji, in smo imeli to željo pripraviti eno pot, ki veže Slovenijo in Italijo in ki
spoznati kozolce, ki so različne, ne, na Baški gradi in pri nas. In da je bila želja, ideja je bila tista, da se bomo vezali na prestolnico, potem ni šlo in žal, ker je bil en lep projekt, ker na koncu Benečija je prišla noter samo z projektimi od Robide in mi kot smo, mi smo na Evropski prestolnici kulture. Ja, govorim Gorica 25, ne, je bila tudi tela ena lepa, če ta moč, to ideje jih imamo. Je pravila vida, ja, da mladi sada, ki delajo na ISKU, delajo, ampak za vse tiste, ki mi delamo, bi potrebovali, da kakšni raziskujejo in da delajo kuj globoko za knjig kot Slovenci. Nimamo tajšnjih, če delaš za dobre volje. Tako delamo, ne? Pride ideja, da narmo za kozolce in se daš in ima stik in to, ampak končaj delo, potem je... Se pravi, nekaj drobiža nabereš za to, da plačaš tisk in promocijo in materialne stroške in tisti, ki dela za ston. Za lon. Ja, pero ni... Kakšenkrat niti za lon. Ne, ma to ni prav, ker veramente mi šele odkrivamo in mi imamo ta potencial in imamo tudi radovednost na našega potencijala. Tudi iz Italije, ne? So šele vsi tako radovedni. Mora biti, tako ki ona pravi, ta potencijal tudi imeti te veze, široke, bi pomalo, tudi na tel slovenski kulturni prostor. Mi smo. Mi smo. Se bom navezala na Evropsko prestolnico kulture, čeprav si malo kritično, pravilno tudi ugotovila, da bi lahko še malo... Je šlo tako, da je... Dobro, malo leto 25 mine, pride 26, 27, tako, ne, ni še konc. Ampak letošnjem dnevu imigranta v Čedadu je imel programski vodja Evropske prestolnice kulture, dr. Stojan Pelko, in tak zelo občuten, globoko, oseben, hkrati zelo tak globok govor. To je pač filozof, ki se je raznežil, ne, to pride enkrat na 100 let. Ampak je rekel nekaj zelo, zelo lepega, namreč, da pač veličina ni v velikosti, da veličina je v avtentičnosti, ne. In da v avtentičnosti je moč prostora in meni se zdi vendarle povedno, da je kolektiv Robida, se pravi tvoj kolektiv, vajen kolektiv, vaš kolektiv, oblikoval, več kot oblikoval, v bistvu osmislil, zasnoval programsko knjigo Evropske prestolnice kulture od 2025 in da spet v bistvu Benečija vstopa spet tudi po tej poti v neko srce vrhunske sodobne umetniške ustvarjalnosti. Tako da se mi zdi, da je bil to neviden tak lep, bi rekla, se je lepo išlo, no, kar se tega tiče. Ne, zelo lepo, čeprav proces je bil kar kompleksen, si lahko predstavljate. V bistvu kadar, to je Aljaž me spomnil, kako so šle res stvari in je zanimivo, kako se je vse zgodilo. Robida je imela že znotraj prestolnice kulture svoj projekt, ki se imenuje Radio Drugega, ki se je nekako rodil enkrat, ko smo imeli nek pogovor, kjer je bila tudi Neda, preden je še obstajala Evropska prestolnica kulture v Tolminu, ampak ni tako pomembno. Zato, ker smo imeli ta projekt na začetku, ko je Stojan postal recimo umetniški vodja, se je srečal z vsemi temi nosilci projekta, ne? In mi smo prišli na to srečanje z njim, z našimi Robidami, torej to so z našimi revijami, publikacijami, letnimi,
ki je v bistvu naš center naše produkcije nekako. Ne? In smo prišli k njemu s tem. In nekaj časa potem on v bistvu nas je povabil in je rekel, bi želeli imeti neko programsko knjigo, torej neko knjigo, ki bi vsebovali vse te projekte Evropske prestolnice kulture, ki ima toliko nekih dogodkov, da je težko razumeti celoto. Ne? In bi se nam ti pomembno imeti nekaj takega, ki pokaže to celoto. In bi želeli, da ta celota je pokazana z jezikom ali z pogledom Robide. Ne? Torej bi želeli, da ta programska knjiga je podobna Robidi. On je prav rekel, vzemite vsebine in skoraj naredite Robido ven iz nje nekako. In v smislu, ta je bila tako, to je bilo res najlepše možno vabilo, ne? Ker nam je dal zelo veliko svobodo, predvsem recimo bi rekla interpretaciji vsega tega, ne? In ker seveda naloga je bila predstaviti vse projekte, ampak da smo se odločili že od začetka, da poleg predstavljanja projektov z raznimi opisi, ki so jih pisali nosilci projektov, v bistvu smo se odločili, da v tem uredniškem našem odboru, malo širšem, kjer sva bila jaz in Aljaž iz Robide, ampak tudi drugi ljudje, med katerimi Vlado Škafar predvsem je bil zelo pomemben v osmišljanju te knjige, Ivan Šarar iz Rijeke, ki je bila tudi prestolnica kulture, tudi seveda Stojan Pelko, Klavdija Figl, tudi pomaga na neki točki, Alina Karlin in tako naprej, Mika Kosovel. V bistvu smo se odločili, da bomo dodali nekaj več, da ne bo samo katalog opisov in da tudi estetika ne bo ta estetika normalnih katalogov, velikih dogodkov, ne, kjer so sestavljeni tako bum, kjer ena stvar se sledi drugi, v nekem malo dolgočasnem mogoče tudi načinu. Tako da v bistvu je prišlo noter in v tem predvsem Aljaž je naredil neko veliko raziskavo glede tekstualnega gradiva, medtem ko jaz bolj za vizualno recimo stran. So prišli vsi neki materiali iz raznih pisateljev, predvsem goriškega teritorija, ampak ne samo. Tudi do Benečije smo vključili tudi Andrejino Družnjak, na primer, za eno poezijo. Je prišlo gradivo iz arhivih, ampak tudi smo naročili fotografije, na primer Gregorju Božiču. Tako da v bistvu smo dodali k tej neki običajnemu delu kataloga tudi neke umestne dele, smo jih klicali blazinice, ki nekako bi dodali nekaj več in pripovedovali to, kar Nova Gorica in Gorica sta v nekem širšem načinu poleg programa Evropske prestolnice kulture. In pri tem, poleg najnega dela in našega dela kot uredniški odbor, je tudi zelo sodelovala in zelo pomembno vlogo imela naša grafična oblikovalka Frančiska Rukita, ki dela z nami na Robido že veliko let in ki je tudi z neko njeno interpretacijo teh vizualnih elementov predvsem dala zelo mogoče nek drugačno formo, ki mogoče ne sledi prav tej vizualni komunikaciji, ki jo ima Evropska prestolnica kulture. Smo obdržali barvo Soče, tudi v platnici in tudi noter, in smo nekako iz Soče in iz tega premikanja vode, recimo, v bistvu oblikovali s tem v mislih, oblikovali katalog, ki bi bil nekako bolj mehek in fluiden, recimo. Veš, kako jaz gledam na to? Recimo, normalni katalogi Evropskih prestolnic kulture so taki vrtički, ne? Klasični, imajo gredice, ograje, obrezano živo mejo, vsi strični. Ta knjiga je tak organski vrt, tako kot da prideš v Indijo in rastejo popr in kjer se pač vse prepleta med sabo na nek tak celovit, lep način. In se mi zdi, da tudi glede na vsebino in na sporočilnost in temelj te Evropske prestolnice kulture, da pač ta programska knjiga odlično pravi delo in bo zdržala. To je marsikaj v zvezi z Evropsko prestolnico kulture pomenilo. Ta programska knjiga bo pa ostala in zdržala in mislim, da bo marsikdo z veseljem pogledal. Jaz bi zaključila, ker pač govorimo dosti in dolgo, ampak vseeno bi šla od tega,
en korak nazaj. Jaz ne vem, kdo od vas je bil na postaji Topolove, stacione Topolo, kdaj, na kinu. Tisti, ki ste bili, ki smo bili, smo doživeli res vsak nekaj posebnega v sebi, no? In marsikdo tako zdaj tudi nostalgično. Škoda, da tega Škoda. Škoda je. Škoda je, mogoče bo še kdaj. Problema je, da 30 let dela je puno, sarata tudi stari in vseh jih. Sedaj je Robida, ki ima svoj program, ampak res je, da Topolove tistkrat, kar je bila postaja, je bil res en prostor, kjer smo uživali. In tudi mi, Slovenci, in Slovenci, tisti proprio Slovenci, Slovenci iz Slovenije. Slovenci iz Slovenije so imeli tisti prostor kot prostor srečanja in tudi se je postala tajšna, recimo, smo ratali prijatelji. Res, mene enkrat je prišlo, da so nas klicali na hostel v Metelkovi, kako se imenoval? Celica. Ja, v Celici, ma kdo je bil tu takrat arhitekt? Janko. Aha. Nas je klical za narediti eno razstavo, kjer on tudi je hodil gor in tako. In se je vprašal, kdo pride na telo razstavo. In kar sem pa šla v Ljubljano tiskati do tega, sem tudi razumela, da tisti, ki so hodili, umetniki, ki so hodili v Topolove, da v mestu se niso dotikali, niso imeli, ne? Tako da niso bili. In tisti dan se je zgodilo, nepričakovano so prišli vsi. Vsi je bila, ne vem, Barbara Borčič, Jan Cvitkovič, on, ko se je imenoval, Pikalo, Miha Macini, vsi. In vsi so jali, vsi smo tukaj, za ki smo bili vsi v Topolovem. In je bila, recimo, proprio en lep praznik slovenske kulture, ki se je tako... Spravi, preko postaje Topolove so se umetniki v Ljubljani končno enkrat videli na istem prostoru. Skoraj tako. Ne, zares je bila postaja resen prostor, ker je bilo lahko biti kupe, vsi so bili radovedni, so se spoštovali, vsi so gledali in so sodelovali. Ne? In tako smo spoznali Vladuta Škafarja, so bili vsi zgor, Cvitkovič, Zarec, posebej sem vzel tudi vsi umetniki, muzičisti, vse. Ne vem. Sem se čula gor v Topolovem tudi na tajšen slovenski prostor, ki če sem hodila v Trstu, recimo, nisem dobila. V Gorico je bilo že bolj tako, gostoljubno, pero je bilo comunque goriško, in gor je bilo tako, pa tudi, smo postali prijatelji z arhitektimi, Juri Kope, hode gor, vsi. Je kot na hiša za vse. Ja, ti hočeš reči tudi, da postaja Topolove živi naprej, ne? Živi v tem, kar dela kolektiv Robida, živi v vseh teh mrežah, vseh teh stikih, vsem, kar raste naprej iz nje vrne. Res je, tako. In veš, kako stvari dobijo drugo obliko, ker jih ne prepoznamo, a mogoče so še vedno tam. Tako je življenje, tako je življenje. Eno raste iz drugega. V okviru postaje Topolove, in s tem bom jaz končala, vam dala besedo še za kakšno vprašanje, je bil tudi ta projekt Kodrjana, ko so umetniki preživeli ne en dan, ampak tedne v tej prekrasni Benečiji. In
Takrat se je zapisalo to, na postajo Topolove sem po naključju naletel že pred leti, ko sem prvič zašel v te hribe. Takrat je bila to še zadnja postaja v navednicah. Eti njene ustvarjalce z vseh koncev sveta je navdihovala tudi državna meja nad vasjo, ki je Benečijo potisnila povsem v kot, neprijetna meja. Zgoraj so stražili mrki jugoslovanski graničari, po vaseh so hodili sumničavi italijanski državni uradniki, to so bili menda dejavni tudi pripadniki tajne desničarske organizacije Gladio. Meja je padla, odpravljena je tudi formalno, čeprav bo še dolgo ostalo glavo tudi na obeh straneh. Postal pa je tudi zanimiv in ustvarjalen projekt, ki je sposoben moderno ustvarjalnost integrirati v starodavno ruralno okolje in iz njega celo črpati inspiracijo. Drago Jančar. Hvala. A ima kdo kakšno vprašanje, komentar, odziv? Anatela, si hotela še kaj dodati? Ja, ma ne, Mikina stvar, ker ti si brala to, sam mi pa šel nazaj v misli, da je ambasador od Italije tlej v Ljubljani je oženjen, svoja žena ima korenine v Topolovem. Sabrina Feletič je žena od... Ja, in on je rekel, ko je prišel, rekel, moja žena ima pa korenine tlej nekje na vašem koncu, ki je pa... In je rekel, ma v eni majhni vasici v Benečiji verjetno ne poznate. Ma kakšno? Topolo. To je največja vas v zahodnem slovenskem prostoru. Tako da je res zanimivo in jaz upam, da bomo uspeli oba pripeljati, tako da se bo vzbudil klic starodavni klic tudi od njih. Čeprav razumem, ne je bil odgovor na moje vprašanje. Imate vprašanje? Vam pa jaz povem, da je David tudi tokrat pripravil nekaj za popitni, za pojesti v sosednji sobi. Boste videli, da imamo novo omaro, ki ste redni gosti, tako da se lahko še ogledate. Ampak vas res vabim, da gremo tu zraven, da tudi z Donatelo in Vido še malo tako sproščeno v odprtem dialogu poklepetamo in jaz bi se vam v koncu res samo od srca zahvalila, da ste prišli k nam, da ste delili z nami vse to, kar nosite v srcu, kar nosite s sabo in vam želim, da bi ostali lepe in da bi ostali kuražne, ima niti ne dvoje. Hvala za vse, hvala vam, hvala Vesna in hvala vsem, da ste poslušali naše Mikine zgodbe.